Pozdravljen, Marko. Živijo, Saša. Živijo. Za tiste, ki me še ne poznajo, sem magistrica Saša Suhadolnik. Sem edina v Sloveniji ICF akreditirana coachinja s specializacijo za starševstvo in razvoj otrok in mladostnikov. Sem tudi podjetnica, predavateljica in mama dvojčic. In s tabo me veže že eno zelo dolgo prijateljstvo, še iz časov, ko sem še sama začenjala podjetniško pot. Gospod Marko Lotrič, moj dragoceni prijatelj, oče, mož, dedek, ustanovitelj družinskega podjetja in tudi sedaj ustanovitelj stranke, predsednik stranke Fokus Marka Lotriča. Marko, zelo sem vesela, da sem danes tu s tabo. Povej mi, naštela sem vse te vloge, ki jih odlično upravljaš. Kako se ti soočaš s temi vlogami, pa tudi stresom, ki jih te vloge prinašajo? Saša, ne morem drugače začeti kot to, da se spomnim res nazaj, ko smo začeli v svet podjetništva, raziskovati pravzaprav, kaj je možno in kaj ni možno, ne? In kako spodbuditi. Takrat se mi zdi, da smo imeli predvsem dekleta, ne? V tej skupini, ki ste imele, bom rekel take ideje, uresničljive ideje, praktične. Malo ste bile pred časom, ker ste se ukvarjali z idejami, ki mogoče takrat še niso na trgu bile tako, bom rekel, zanimive, ne? Ampak danes so pa že seveda veliko potreb. Posebej, če vzamem recimo tvoje področje, ne? Pač v vlogah, v katerih sem se znašel, zagotovo ne po naključju, ampak z enim delom. Res pa je, da če začnem najprej s tem družinskim delom, ne, biti mož, oče, dedek je ena lepota življenja, no, se mi zdi, in to je tista dragocenost, od kjer pač črpam, pa ne samo ideje, ampak to umirjenost, da lahko potem prej v podjetništvu, zdaj pa pač v politiki, grem od točke A do B, si zastavim pač naslednje obdobje, kaj bom delal, in tudi nekako se mi zdi, da ravno ta ne preobilica nekih želja, kaj vse bo treba doseči, ampak predvsem to, v redu, dosegli smo neko stopnjo, zdaj pa gremo naprej, postavlja, bom rekel, me v en položaj, ki je zelo obvladljiv. Super, me veseli, da ti gre tako dobro. Jaz osebno predavam otrokom, staršem v šolah, podjetjih in velikokrat predavam tudi o sistemih, ki vplivajo na otroke. In med njimi je tudi makrosistem, ki vključuje politične odločitve in zakone. Kako ti vidiš, da lahko politika pozitivno vpliva na prihodnost naših otrok? Tvoje delo je pa res tako krasno, ne? Zdaj sicer ne vem, koliko te izčrpava. Pedagogi zelo velikokrat povejo, da je to zelo odgovorno delo, včasih tudi naporno, no? Predvsem takrat, ko imamo take in drugačne, ali pa imate take in drugačne primere, tako osebne kot družinske. Na tvoje vprašanje, dejstvo je, da politika mora kreirati okolje, v katerem se ljudje lahko izobražujejo, v katerem ljudi postavljamo v položaj, da se sami odločajo, kako se bodo, bom rekel, kaj se bodo učili, na kakšen način se bodo učili. In meni je največja lepota politike v tem, da damo ljudem izbiro, a ne? Torej, če tukaj na šolskem sistemu ostanemo, da so tukaj prosti kurikuli, da lahko taka znanja, take izkušnje, Saša, kot jih imaš ti, preneseš drugim. Zaradi tega, da vidijo, da se iz neke situacije, ki je na prvi pogled brezupna, potegneš sebe, potegneš otroke na nivo, da si sama zadovoljna, da si lahko ustvariš novo življenje. In
mislim, da je k temu pač poklicana in zavezana politika, da ustvarja to okolje. Malo imam že izkušenj tudi z otroci, ki kažejo znake izgorelosti. Torej so preobremenjeni s šolskimi obveznostmi, z izvenšolskimi obveznostmi. Kako ti vidiš, kako obvladovati to v prihodnosti, oziroma kako nekako upeljati morda tudi v šole neke programe sproščanja čuječnosti, umirjanja, tudi sam si prej omenil mir v družini, ki bi pripomogel k večjemu ravnovesju tudi znotraj teh otrok. Ja, verjamem, bom rekel najprej to, da se dogaja, da so že otroci izgoreli. Čeprav kar ne morem razumeti, a pa je to res, a ne? Kaj se dogaja? Kaj se dogaja v družbi, da je to v eni generaciji, recimo, pa dajmo reči dveh, če je generacija nekako 20 let, pa recimo, da je to v dveh generacijah prišlo do take drastične situacije, da so izgoreli otroci, da ne rečem mladina, in jaz sem bil najbolj presenečen, ko sem se pogovarjal s študenti, zelo na začetku tega mandata, kjer so rekli, da je prvi problem študentov ni stanovanjska problematika, ampak je problem izgorelosti. Moram reči, da sem se takrat prvič soočil z enim podatkom, ki smo ga v nadaljevanju kar večkrat na različnih dogodkih tudi slišal, probal tudi sam komentirati, si ustvarjati mnenje. Kaj pa ti rečem, zakaj misliš, da do tega prihaja? Jaz mislim, da prihaja do tega zaradi vse preveč nekih elektronskih naprav, pa če vzamemo samo telefon, ne? Kako hitro hočemo dobiti vse rezultate, kako želimo biti v centru pozornosti, kako bi za všečke ne vem kaj naredili. In če se poskušamo, pa se sam ne morem prestaviti v to zgodnjo mladost, recimo, ne vem, verjetno imaš v mislih otroke med 10 in 15 let, kjer kako oni zdaj, kako družba sploh deluje, kako hitro si izvržen iz nekega kroga, če nimaš telefona, če se ne oblačeš, ne vem, po zadnji modi, če starši pač ne zmorejo vsega nuditi, ne? In to so verjetno te stvari, ki pač samo kažejo na to, kakšne velike razlike v družbi pravzaprav delamo stari starši, politika, gospodarstvo. Zaradi tega se mi zdi, da bi vse te družbe, vse te javnosti moralo zavestiti, da vse v osnovni šoli poskušamo otrokom pač dati to navezanost en na drugega, ki izhaja iz družine, tako kot si verjetno sama, pa me zanima tudi tebe, kako se pa ti srečuješ, kaj svetuješ, da naredijo? Ja, Marko, lepo si povedal, ne, tudi ta beseda navezanost. Dejansko se velikokrat in starši in učitelji badamo preveč z krošnjo drevesa. To pomeni z telefoni in odvzemom teh, če z neprimernim načinom obnašanja, s kakšnim laganjem, slabimi ocenami in podobno. Torej z neko površinsko stisko. Premalo pa za koreninami problemov. Premalo pa s tem, kaj dejansko otrok s tem sporoča. In velikokrat je prav izguba povezanosti. Izguba povezanosti s sabo, izguba povezanosti s staršem in tudi z učitelji. Tako da jaz potem, recimo, ko delam ena na ena tudi s takimi otroci, tudi starši, velikokrat potem ugotovimo ta zakaj, te razloge zadaj, in so starši zelo presenečeni, ko vidijo, da so vzroki povsem drugje. In zato se mi zdi, Saša, pravilno, ko so prej govorila, kaj lahko politika ponudi. Politika mora ponuditi ta odprt prostor, ta proste ure, kurikul, kakorkoli bi temu rekli, kjer lahko ravnatelji, pedagogi umestijo izobraževanje iz tistega področja, ki ga najbolj zaznavajo, da otrokom manjka. In tu zagotovo je to področje razumevanja, zagotovo je to področje stresa, obvladovanje stresa, da se prepreči izgorelost. Premajhen narod smo, da bi lahko otroke postavljali na stran. To so naša prihodnost.
kakor jih bomo poskušali vzgajati, vzgajajo jih v prvi fazi seveda starši, potem pa vsi ostali, ki ste v tej verigi, da pridemo do poštenih ljudi, da pridemo do odgovornih, do odprtih za sodelovanje, znanje, nabiranje izkušenj, tako doma kot v tujini. Izredno pomembno se mi zdi tudi ustvarjanje varnega prostora. Ne samo ob dnevu varnosti sem predavala po šolah in govorila sem z otroci, z mladostniki, kako ustvariti tisti varen občutek v sebi, v svojem okolju, kako poiskati varno osebo, kateri se lahko zaupajo, ko so v stiski. Me je vedno presenetilo, na koncu sem rekla, vem, da kakšen izmed vas nima take varne osebe, ki se lahko zaupa, tamle so moje informacije, bom z veseljem bom stala ob strani. In včasih je ostala tudi polovica razreda, da je šla po te kontakte. To pomeni, da tukaj ne govorimo samo o fizični varnosti, tukaj govorimo o čustveni varnosti, o psihološki varnosti, da otrok ve, da se lahko nekomu zaupa, pa ne bo obsojen, nihče ne bo kričal na njega, ne bo kritike, in lahko pove karkoli. Se mi zdi, da mogoče to tudi nekaj, kar bi lahko upeljali v šole, ustvarjanje nekega varnega prostora. Kako ti vidiš to varnost za otroke in mladostnike? Varno okolje, predvsem se mi zdi, da se moramo vrniti k vrednotam. Vrednote so še vedno tam, kjer so bile. In zdaj je pa od nas odvisno, ali bomo znali približati te vrednote otrokom, mladostnikom, če pa rečem, ali jih bomo znali, spravi jih moramo živeti. Mi sami, najboljše, jaz zelo veliko sem prisegal vedno na vodenje zgledom. In to, da recimo mladi vidijo v starejšem človeku ali pa v očetu, v mami, v učiteljici, učitelju, da vidijo, z njemu pa sem pa rad, z njemu pa se nikoli me ne ukrega za prazen nič, se ga ne bojim. In potem to tudi prenaša domov, v okolja, kjer očitno pride do težav. In mislim, da bi z eno tako na način vzora se potem otroci in mladostniki bistveno lažje vklapljajo. Seveda, danes imamo socialna omrežja, danes je telefon sredstvo, brez katerega ne gre. In zdaj biti bolj korajžen, pa letanje za všečkom je težava, pa ne samo pri otrocih. Ampak meni je to še kar sprejemljivo, dokler je to do neke normalne ravni. Problem je takrat, ko recimo vrstniki, sovrstniki nekoga izločajo iz tega. To se mi zdi najbolj nevarno. Tukaj noter bi morali predvsem, mislim, da narediti, kar se tiče telefonov, striktno upoštevati, kje se lahko uporablja in kaj se ne uporablja. In pa druga zadeva, anonimnih profilov ne bi smeli biti. Anonimni profili so to, da se ljudje, lahko tudi seveda mladostniki in otroci, skrivajo in potem blatijo brez vsakršne odgovornosti. Torej, prva stopnja pri temu bi bila seveda profil samo z imenom in priimkom, da se ve, kdo komentira. To je že, bom rekel, ena izmed možnosti, ki se jo da uporabiti. Ker tega takrat, ko sem bil sam majhen, tega ni bilo, seveda, in tudi verjetno v tvojih, čeprav si še vedno mlada, ampak v tvojih osnovnošolskih letih teh telefonov ni bilo. Si pa lepo povedal, tudi socialni mediji, telefoni so prinesli neke nove priložnosti za zasmehovanje. Veliko opažam tega v razredih, tudi otroci mi povejo, kakšne stiske doživljajo pri tem. In nekoč sem v enem razredu predvsem zaznala, da je ta problem, in sem jim nekako nastavila ogledalo, če se zavedajo, kako se druga oseba ob tem počuti. In me je presenetil odgovor enega fanta, ki je rekel, vemo, kaj se dogaja, ampak kar to sprejemamo. Torej, ta apatičnost med mladostniki je kar zaskrbljujoča.
ko dejansko ni več tega sočutja, razumevanja in se v bistvu ustvarjajo te ločnice, te posamezne skupine. In zdaj, kako ti vidiš, kako jih povezati, ti tudi delaš, tudi kot politik, z različnimi strankami, sodelavci. Kje vidiš to rdečo nit, povezovalno nit, ki je v bistvu pomembna med otroci, mladostniki in v vsakem okolju? En zanimiv mehanizem, kot mu rečemo v državnem svetu, so posveti. Posveti so namenjeni različnim temam, lahko danes govorimo o področju zdravstva, jutri bomo o področju športa, potem lahko o odvisnosti mladih, in verjamem, da ta širša debata strokovnjakov nam prinese rešitve. Mi moramo, saj sam tako zaznavam, pri sprejemanju zakonov pogrešam dve stvari. In sicer vključevanje stroke in pa spoštovanje ustave in zakonov. In ko odpremo debato, ko odpremo to, bom rekel, res uravnotežen posvet, torej tako, če rečemo nekdo, ki je za in nekdo, ki je proti nečemu, ali pa lahko smo vsi za, samo da iz različnih pogledov to naredimo. V tem primeru so recimo psihologi, pa so tukaj zdravniki, pa starši, pa so učitelji. Se pravi, da iz različnih okolij se ljudje srečajo in začnejo pogovarjati. In to je pa, na teh posvetih se sliši toliko dobrih predlogov, da jih politika, recimo so tudi prisotni ministri, ministrice, poslušajo ali pa državni sekretarji in potem te zaključke poskušajo vpeljati v naš zakonodajni okvir, če tako rečemo. Se vem, da je malo suhoparno, ampak povem, na kakšen način se lahko, bom rekel, dobra politika kreira preko zakone za ljudi. Upoštevati stroko in upoštevati zakonodajo. In to je mesto, ki je seveda državnemu svetu položeno v zibelko, če tako rečemo. Recimo državnemu zboru, ki je pa pač čist politični organ, kjer se pač tudi voli na podlagi političnih strank. Oni so pa tisti, ki bi, vsaj tako si idilično verjetno sam predstavljam, morali povzeti take razprave pa take predloge in jih umestiti v te zakone. Tako kot sva verjetno že prej rekla, kaj so otroci. Otroci so resnično naša prihodnost in to je, če jih bomo, se pravi, vzgojili z zgledom, če jih bomo vzgojili v pravem duhu, potem bomo veliko lažje tudi sami preživeli stara leta. Če bomo jih vzgojili v tej, tudi solidarnosti, ker Slovenija je znana, ljudje se zelo množično odzivajo na različne, bom rekel, dogodke, v smislu, da darujejo, da pomagajo. In tukaj verjamem, da bi tudi država morala pristopiti na način, ko se recimo ljudje zbirajo različne sredstva za namene, predvsem zdravja ali pa, se pravi, otrok. In tukaj verjamem, da bi zagotovo država morala poskrbeti za najbolj ranljive, kot rečemo, in še nekaj sistemsko vpeljati, bom rekel, dodatno možnost, da se v osnovnih šolah, že v osnovnih šolah pogovarjamo o stresu, o duševnih stiskah, da imamo možnost, da ena na ena se pogovarjamo recimo o psiholoških težavah in načinu, kako te odpravljati. In verjamem, da ste ljudje, ki to ste pripravljeni delati, kot država, kot politika, pa od nas se pa pač pričakuje, da omogočimo pravzaprav to delo. Lepo si to povedal. Kot ti si znan tudi po svojih sentimentih, po svoji čustvenosti. Jaz delam tudi z vodjami, velikimi in malimi, bodočimi.
in bom rekla, rada učim to vodenje s srcem, s srčnostjo. Kako ti to vidiš? Kaj zate pravi vodja? Zdaj, če lahko tako rečem, vodja si po mojem takrat, ko se znaš odločiti na podlagi tega, da si prej poslušal, kaj ljudje oziroma kaj stroka, pa spet, kaj ljudje v tvoji okolici, tisti, ki so reprezentativni, pa če je to v podjetju, kot sem te razumel, je to kolegi ali je nek svetovalni organ, in da znaš potem presoditi kot sito, kaj je dobrega in po kateri smeri bomo šli. In potem se te smeri prvi moraš držati. Se pravi, ne smeš potem odstopati. In predvsem je to važno, ko smo se zmenili, gremo v to smer. Temu se, ko postavimo cilj, ko postavimo fokus, ko postavimo vizijo, to je vse ena in ista, to je kot gol. In zdaj pa strategijo, ki jo postavimo na tej, se pravi, to je pot, po kateri bomo prišli do tega cilja, pa moramo tudi ne glede na to, da smo se zmenili, ampak na vsake toliko časa je treba prekontrolirati, ali gremo še v to pravo smer, ali smo se slučajno zaradi izgube kompasa obrnili v drugo. Še vedno moramo ves čas te vmesne točke čekirati, preverjati, da vidimo, ali smo na pravi poti. Lahko se zgodi, da so se razmere popolnoma spremenile, ampak naloga vodje je, da pravi čas odreagira in pa po potrebi seveda zaustavi, pospeši, spremeni, ampak zopet na podlagi podatkov. Podatki so pomembni, ampak potem pa moramo, ko smo se enkrat dogovorili za smer, potem pa z vso močjo naprej. Ja, omenil si besedo vizija. In velikokrat se v bistvu vizija zastavlja v politiki, v podjetništvu. Jaz sama starši zastavljam tudi vizijo za starševstvo. Torej, starši se zavedajo, da odnos, ki ga gradijo z otrokom danes, tak bo čez 10 let. In dejansko potem en del zastavljanja vizije starševstva je tudi, kako obvladovati stres z področja dela, da ga ne prinašajo domov, ne dajo v družinsko dinamiko. Kako se tebi zdi ta ideja starševske vizije, oziroma se ti zdi to pomembno, kako jo ti vidiš, kako si jo ti zastavljal mogoče že? Ja, če mogoče samo še ostaneva pri družini, ostaneva pri družini, pa mogoče vzamem najprej tako, da ko se recimo odloča družina, ali bo kupila stanovanje, ali bo ostala pri najemnem stanovanju, ali si bo zgradila hišo, potem je to neka vizija. Se pravi, ko se odloči družina, v katero smer bo šla, potem vse naredi za to smer. Ni pa izključeno, da vmes na tej poti do recimo nove hiše gredo v najemno stanovanje, si kupijo mogoče stanovanje za ta čas, pa ga potem prodajo. Skratka, nobena stvar ni izključena. Pomembno je končni cilj, to je ena zadeva. In ko se pa zdaj pogovarjava bolj o družinskem, bolj o tem čustvenem delu, pa se mi zdi, moram reči, da na ta način sem pa dobil prvič vprašanje, ne Saša, ampak mi tako zdaj kar bohti, kako je to res pomembno. Kako si je pomembno zastavljati cilje doma na tem čustvenem področju. Prav neverjetno, kako recimo, da rečemo najprej, da se bomo toliko in toliko časa vzeli za sebe, za igro na dan, da bomo se pogovarjali, da bomo zvečer otrokom prebrali pravljico za lahko noč. Skratka, to so tako, da si recimo starša rečeta, ker vedno je pri starših gre gor in dol, tako kot srce bije, ampak da si zazdasta, da pa pred otroci sta vedno spoštljiva. Mislim, zato da spet sva pri zgledu, spet sva pri tej srčnosti. Ja, in to je, moram reči, prav zanimivo področje, vizija, kako postavljati v tej družinski
družinskem življenju. Pa ne nazadnje, treba si je tudi reči, kaj si starša želita. Si želita družino, si želita večjo, manjšo, če seveda zdravstvene in ostale zadeve, bom rekel, dopuščajo. Govorila sva tudi o tem, kako so lahko otroci mladostniki že empatični, še posebej v uporabi tehnologije. Meni osebno je zelo ljub moj projekt Mali podjetnik si, kjer malo predajam te življenjske in podjetniške veščine otrokom. Tudi ti izhajaš iz gospodarstva, iz podjetništva. Kakšen nasvet bi dal takim malim podjetnikom? Enostavno je podjetništvo nič drugega, če bi tako rekel, kot spet način življenja. Postaviti si je treba določen cilj. Jaz bi sam tako v podjetništvu, spet mladi opazujemo starejši. Tako se začne. Potem se začne z izobraževanjem. Se pravi, v katero smer nas potegne. Ali nam bolj paše družboslovje, naravoslovje, upam, da naravoslovje. Da postanemo, da pridobimo določeno znanje, izkušnje že, potem pa kar pogumno, vsaka, bom rekel, ideja, ki se rodi, jo je treba samo, bom rekel, graditi in jo zaupati ljudem, ki jim sicer zaupamo. Druge stvari, in se mi zdi, da ta potem vztrajnost na temu pač prinaša rezultat. Ni važno, katerekoli podjetniškega izziva se bomo lotili. Če ne bomo vztrajni, ne bomo dosegli cilja. Ker za dosego cilja, za dosego nekega, bom rekel, v podjetništvu, pač potrebujemo leta in denar. Zdaj pa, vekolikor je več denarja, bo mogoče hitreje šlo, vekolikor je pač ni toliko denarja, tukaj imamo v mislih potem tujino, je pa odvisno od te ideje. In zdaj, če je to močna ideja, če je to, če nekdo, ne vem, pogrunta eno super stvar, ki jo še ni na svetu, ali pa jo je modificiral na način, da je zdaj veliko bolj uporabna, potem je potrebnega manj denarja, ker je bilo veliko znanja vloženega. Ampak sicer pa, vztrajnost, Saša, sama veš, da je pač na življenjski poti treba vztrajati in potem pač pa tudi zbirati ljudi na tej poti, ki so pripravljeni deliti vse pluse in minuse. Omenil si, kako pomembno je, da imaš prave ljudi ob sebi. Ko se pač vzpenjamo po neki lestvi, zelo pomembno, na kakšen zid je naslovljena ta lestev. Koga bi ti omenil mogoče v svojem življenju, ki je tebi dal največ podpore na tvoji poti, pa še zdaj razmišljaš o tej osebi in nosiš v srcu in ti je pomagala pri vseh tvojih uspehih? Lepo. Moram začeti in rad začnem z ženo. Pač sva začela leta 1991, se pravi, garaži njenih staršev, in tako se je razvijal. In zelo kmalu, to se pravi leto 93 do 95, sem spoznal enega gospoda, danes žal pokojnega, Jože Nograšek. To je bil ta zid, ko si tako lepo povedala, na katero sem jaz lahko naslonil lestev, in on je bil res človek z veliko začetnico. Nam kot družini je ogromno pomagal in predlagal tudi, da žena mora ostati doma, da ne more hoditi v službo, pa zraven imeti tako obrt. Seveda jaz vprašam, lepo bi bilo, ampak treba je zaslužiti. Je rekel, to pa ni problema, bom jaz najprej zaslužil za njeno plačo, potem mi boš pa še plačal, kar bo več od tega. In tako je bilo in tako se je začel in človek je pustil ne samo pri meni, pri celotni družini en močan vtis. Zdaj pa lahko rečem, da ko sem pa šel v državni svet, je pa treba tukaj tudi vedeti, da pač lahko samo v timu delaš. Je drugačno okolje,
iskanje kompromisov bistveno, bom rekel, večje. Tukaj v politiki je, ne vem, interesov več, pa pozitivno, gledam na pozitivni način interesov. Samo v državnem svetu imamo 5 različnih interesov, svetniki prihajajo iz gospodarstva, negospodarstva, zdravstva, šolstva, vrtništva, lokalnih skupnosti, skratka iz različnih okolij in ti interesi so drugačni. To je treba pač znati upoštevati. Potem tudi delovanje javne uprave, tako organizacijsko kot finančno, je bistveno drugače. Zato recimo tukaj zagotovo bi se zahvalil naši generalni sekretarki, dr. Moniki Kirbiš-Rojs, ki je pač glede na njene izkušnje, pa iz javnega dela uprave, državne sekretarke in tako naprej, prinesla veliko izkušenj in je tudi ta zid, da se ne prelomi. Tako. Si zelo aktiven na vseh področjih. Ameriški staroselci imajo en rek, ustavi se, da tvoja duša ujame tvoje telo. Marko, kako se ti ustaviš? Tale pogovor se mi je pravzaprav kar ustavil to dirko. Spomnila sva se na enega sodelovanja, res vedno sem vesel, ko te nekje vidim. In zagotovo je to družina. Zagotovo so potem pa te, bom rekel, zelo verjetno podobne zadeve, kot se srečamo, nek šport, pa ne šport, rekreacija, bolj v smislu smučanja, mogoče pohodništva zdaj. To so stvari, zagotovo so tudi kuža, ki je v solastništvu, da tako rečem, hčere in žene, ampak sva dobra kolega, tako da pravzaprav je punca in znava si deliti kavč. Mogoče za konec še podelim eno zgodbo enega fanta, 8 let starega, ki je hodil k meni, da se nauči sproščati svojo jezo. In podala sem mu eno tehniko, kako da svojo jezo pesti in potem jo spusti. In ko je učiteljica v njegovem razredu vprašala, če kdo ve, kako se soočati z jezo, je ta fantek ponosno vstal in rekel, jaz vem, in je pokazal to tehniko. In učiteljica je bila navdušena in je rekla, da od takrat naprej bo cel razred upravljal to vajo. To je nek učinek metulja, če tako gledamo. Kako ti vidiš, da je politika mogoče tu lahko zgled pri vzpostavljanju miru v družbi? To je komunikacija. V politiki je glavno orodje je beseda. In pa seveda potem svinčnik, če malo metaforo uporabim. Zelo pomembno je, kako sporočamo svoje ideje, kako sporočamo svoja mnenja, ali žalimo pri tem ljudi, ali pa nasprotno, ali pa jih poskušamo čim bolj pritegniti. Jaz se zavedam, da ne moreš biti vsegliharski in ne more biti za vse enako dobro, za vse enako slabo. Ampak od tukaj imam pa smer, so pa pač vrednote. Če recimo to moje sporočanje, to moje delo temelji na vrednotah, ki so zelo tradicionalne vrednote, ki jih imamo v družini, ki jih imamo v podjetju, to so poštenje, to je čistost odnosov, to je neskončnost razmišljanja, to so stvari, ki so pač univerzalne. In velikokrat smo rekli, da je filozofija dejansko zaobjeta v elementih vode, zemlje in zraku in z ognjem, pa dodajamo to moč vsem skupaj. In verjamem, da če malo filozofsko zdaj zaključim, je res, treba se je vrniti k koreninam. In od tukaj ven graditi, zdaj se pač na poziciji, kjer moramo graditi to našo skupnost, kjer moramo vedeti, da je politika v službi ljudi, zato da odpremo, da ljudje lahko razmišljajo, da odpravimo čim več tega, kar smo ugotavljali zdaj,
kako je komunikacija pomembna, kako je razumevanje pomembno. A ne? To so, bi rekel, tisti enostavni, pa včasih zelo težko, kako bi rekel, zelo težko sprejemamo tak način dela. Marko, hvala lepa za tale prekrasen pogovor. Bil mi je veliko veselje. Saša, jaz izredno sem vesel, da sva se vzela 1 uro časa ali kakorkoli. Vesel sem, da si še vedno taka, kot si. Šla si čez goro izzivov in ostala pokončna in ostala močna v sebi. Slovenija potrebuje take ženske, ki znajo najti potem vedno, najti tudi svoj smisel, in to več kot to si uspela narediti. In hvala, ker ste zdaj vse te svoje izkušnje in znanje in izobrazbo si zdaj vse skupaj posvetila najšibkejšim, najranljivejšim v naši družbi. Tako da tudi tebi hvala, Saša. Hvala, Marko.